Sledi večnosti. Univerzitetna župnija Maribor pokriva področje študentske pastorale. Namen župnije je združevati katoliške študente, ki študirajo v Mariboru oziroma na področju mariborske nadškofije, ter skupaj z njimi živeti krščanske vrednote. Oddaja osvetljuje, kako Univerzitetna župnija v Mariboru nagovarja študente v sodobnem času z osebnim pristopom, iskanjem, pogovorom in skupnostjo. Z gosti bomo spregovorili o dejavnostih župnije, o duhovnih iskanjih mladih, o tem, kako mladi doživljajo vero danes, ter o prihodnosti cerkve skozi oči mladih. Župnija ima več rednih aktivnosti, od oktobra do konca junija se redno zbirajo. Sicer pa nam bodo utrip župnije predstavili župnijski upravitelj, gospod Primož Lorbek. Pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Ter dva študenta, Katja Brvar, študentka psihologije, dobrodošli. Zdravo. In Adrijan Borovnik, študent računalništva in informacijskih tehnologij. Tudi vam prisrčen pozdrav. Zdravo. Kako torej utripa Univerzitetna župnija v Mariboru in nagovarja mlade? Ja, v bistvu župnija res diha predvsem z študenti, res se trudimo, da jim ponudimo tisto, kar v svoji mladosti, pa predvsem tudi v času študija potrebujejo, ne samo z področja vere, ampak tudi veliko širše, torej smo jim res v pomoč in v podporo in da jih dejansko skozi ta leta, ki jih preživijo v Mariboru, spremljamo tako z tistega verskega vidika, kot tudi z nekega osebnostnega vidika. Ne? Res se trudimo, da bi študenti tukaj rasli z področja vere in tudi, da bi rasli na svoji osebni rasti. Ker študent, ker prihaja različnih koncev Slovenije, se lahko zelo hitro izgubi, hitro ne ve, kje lahko najde pomoč, podporo, in zato se trudimo, da res ne pokrivamo samo tega verskega vidika, čeprav je tisto naše glavno poslanstvo, na tem gradimo temelje naše župnije, ampak da dejansko jim tudi odgovorimo na tisto vprašanja, ki v življenju bremenijo, in je lahko en varen prostor, kjer študent ve, da je sprejet in tudi, da ga nekdo tam potem tudi posluša. Tako da res, razen tako, kot ste že omenila, zraven tistih rednih srečanj, ki jih imamo ob sredah, študentska sveta maša, pa pevski zbor Vdih, pa izleti, pa kakšno romanje in tako naprej, in ponudimo tudi še kakšen pogovoren večer, kjer odpiramo različne teme, ki so pa seveda namenjene za življenje. Prej ste omenili poslušanje, zdi se, da je to v današnjem času res še kako pomembno. Ja, saj se poslušamo, sam je pa velikokrat vprašanje, če se slišimo. Danes smo velikokrat, se mi tako zdi, zelo bežni pri poslušanju, ker moramo poslušati, tako smo se na faksu po šoli naučili, ampak velikokrat se mi pa zdi, da potem, ko poslušaš, zelo hitro odide mimo tebe in ne veš, kakšen odgovor bi včasih dal. Ali pa se malo zapleteš v odgovor. Študentka Katja, kaj ta skupnost pomeni v vsakdanjem študijskem in duhovnem življenju? V bistvu to je po moje zelo dobro vprašanje zame, ker sem nekako na faks prišla izgubljena. Prvi teden je bil meni izredno težek, tudi sicer smo potem šli v ta koronski čas, in sem pa bila doma, kar mi je tudi pomagalo, se mi zdi, ampak ko sem prišla nazaj v Maribor, se jaz nisem čisto znašla. Potem smo s cimerami začela hoditi k maši in je bilo res slušno, moram reči. Je pa res, da ker smo bila mi taka skupnost, ki se je še gradila in pač veliko delala na odnosih, se mogoče nisem čisto našla takrat na župniji. In smo potem v bistvu postopoma malo nehale z obiskovanjem svetih maš, in potem je v bistvu kar trajalo nekaj let, da sem jaz prišla do zadnjega letnika in rekla, ok, zdaj pa bom jaz izkoristila, kar se da, ker sem tukaj zadnjo leto. In potem sem se priključila v bistvu župniji, pevskemu zboru in res aktivno začela delati. In se mi zdi, da moj teden zdaj ni od ponedeljka do petka, moj teden je sreda do srede. In res komaj čakam, da v bistvu pridem nazaj, da lahko aktivno kaj počnem. V bistvu tej skupnosti, kjer je en tak oddih od mogoče študijskih obveznosti, od mogoče težav, ki jih imamo doma, tudi včasih. In je res lepo, priti v eno skupnost, kjer je podpora, kjer tako je Primož rekel, se da, vse poslušamo, si res pomagamo. Tudi v bistvu ful se mi je dobro zdelo, kako sem enkrat smo se pogovarjali glede nekega programa statističnega, mi pa to kar znamo in smo se kar povezali in kar rešili težavo in je bilo res dobro.
se mi zdi, da tega mogoče v širšem svetu, a ne, ni toliko. Tukaj je pa res ideja, da smo skupaj, da delamo v isti smeri, a ne, podobne vrednote tudi imamo, kar definitivno pomaga in ja, je res lepo. Adrian, kako danes kot študentje doživljate vero? Kakšna je pravzaprav vera med mladimi? Po mojem mnenju, vera danes ni samo iti k sveti maši ob nedeljo, kakor je bilo včasih, se mi zdi, ampak je zdaj tudi, tako da Primož omenil, razna izleti, druženja, romanje. In v bistvu v teh druženjih z ljudmi, ki so tudi drugačne izobrazbe, iz drugačnega kraja, tu se dejansko gradi celo vera med nami. In tudi s pomočjo vero mi tudi dobimo te nove izkušnje, nove prijateljstva. In se mi zdi, da to je glavni del naše univerzitetne župnije. Da se v bistvu povežemo skupaj z vero, z ostalimi ljudmi. Kako se kot župnijski upravitelj odzivate na vprašanje mladih o cerkvi, družbi, veri? Ja, mladi si danes predvsem zaslužijo iskrenosti. Se mi zdi, da moramo biti z tega področja res do njih iskreni in jim tudi iskreno odgovarjati. Tisti čas, ko je, jaz se včasih to pošalim, zakaj je tako? Zato, ker je župnik tako rekel. To recimo med mladimi ne užge. Mladi so danes iskalci, mladi danes znajo tudi kakšne stvari pogooglati, si prebrati in ni več dovolj tisti katekizemski odgovor. Tudi se mi zdi, da katekizemska vera nima smisla. Torej to pomeni tista naučena. Vera mora biti res iskrena, živeta in ne smemo kot duhovniki, predvsem jaz kot študentski duhovnik, ne smem bežati tudi pred težkimi vprašanji, ki jih včasih postavijo študentje. Tem moraš potem videti priložnost, kako jim boš odgovoril. Moraš videti tudi priložnost, da tem skupaj rastemo v razumevanju, v zaupanju. Pogosto je treba tudi odgovoriti s vprašanjem, kaj pa ti meniš, da jih spodbudimo k razmišljanju, da sami raziskujejo svojo vero. Katja to zelo dobro pozna iz psihologije. Včasih je treba človeka tudi malo razštelati, ja. Da se lahko potem nazaj sestavi. Tako se mi zdi tudi zelo pomembno včasih, da tudi s tem, ko študent postane iskalec vere, ko pride v Maribor, recimo, da je nekoliko izgubi, ni nič narobe. Ker šele takrat, ko človek nekaj izgubi, ve, kaj je izgubil in ve, kaj bo iskal naprej. Tako da res se mi zdi pomembno kot študentskemu duhovniku, da začutijo cerkev, da ni to samo ena institucija, da to ni ena pisarna, ampak da je cerkev skupnost. Skupnost, v katerem, tako kot sta oba omenila prej, iščemo iste vrednote, ne samo iščemo, ampak iščemo iste vrednote, iščemo Boga tudi s svojimi tvojimi dvomi, vprašanji, paci in se res vedno trudim, tako da bi jim vero približal kot nekaj živega, Ker predvsem vera živi, koliko jo živiš ti. Tudi institucija kot cerkev, kot župnija ti ne bo pomagala, ampak mora dejansko iti za en osebni odnos, ki osmišlja življenje, ki odpira srce za Boga, za ljubezen, za bližnjega, za sočutje, za resnico. Na ta način dejansko pomagam mladim oziroma študentom na njihovi poti. Da se vsi skupaj dobro počutite. Absolutno, to mislim, da se res trudimo, pa da se res dobro počutimo. Tako da je pa treba razumeti tudi malo delovanje te naše župnije, ne smeš biti vedno. Ker včasih se tudi zgodi, da kakšna sreda pa rečeš, dobro, ki so pa danes, ampak veš, da imajo drugi dan medicinci kolokvij, In potem je oproščeno. In jim je oproščeno. A vendarle, Katja, kaj najbolj nagovarja? Molitev, skupnost, pogovori, kaj je tisto? Koliko mladih se vas tako res najde na enem mestu? To je po mojem kar precej kompleksno vprašanje, zato ker pač vsi smo ena oseba, Vsak ima neko svoje, vsak ima neke svoje občutke v določenih trenutkih, in po moje nagovarja vse, ampak odvisno kdaj, Včasih nagovarja pesem. Tudi mogoče zato, mene malo bolj, zato ker sem pač res v pevskem zboru in mi to res veliko pomeni, ampak včasih je zelo težko peti, ker solze sam pridejo od nekod. Po možnosti še pogledaš malo po cerkvi, še vidiš kak kip, ki te nagovori in je pač sam, mislim, res je težko peti. Včasih nagovarja tišina in v bistvu daš takrat Bogu priložnost, da spregovori. Tega po moje
ne počnemo zadostno, čistek, ker skozi sam blebetamo in govorimo in prosimo in se zahvaljujemo, dajmo malo poslušati. Ja, in včasih je tišina res pomembna. Včasih je molitev tudi nekaj takega, kar pač, ne vem, vse mogoče 100-krat ponovimo eno in isto molitev, ampak enkrat jo pa res začutiš. In a pa ena beseda skoči ven in si takrat, okej, zgleda si mi to hotel povedati. Včasih je tudi pridiga. Točno tiste besede so, ki jih rabiš slišati. Vse pravijo, Sveti Duh, je nad njimi. In res je, pač lahko se zgubiš, ampak potem prideš nazaj pri eni besedni zvezi, ki točno odgovarja na to, kar si se ti pred Mašo spraševal. In je res noro, ker si sam misliš, pa kak si vedel. Pač točno s tem se ukvarjam, kak veš. Mi je pa noro tudi v bistvu, da tudi spoved, ki je v bistvu en tak ranljiv dogodek, no, se mi zdi, se res moraš odpreti, res moraš premisliti v bistvu, kaj si slabega naredil. Pač jaz sem tukaj prvič doživela, da se lahko smejiš pri spovedi. Bila smo s Primožem v prvem letniku mojem, pač v spovednici, jaz sem razlagala stvari in smo se smejala zraven. In meni je bilo tako dobro. Zato, ker pač načeloma to asociramo s tem, nekaj slabega sem naredil, hitro povemo, pa gremo ven. Pa tisto zmolimo, kar pač nam je dal, za pokoro duhovnik in to je to. Ne, pač to mora biti nekaj živega. In v bistvu ni me več strah iti spovedi. Tako da, ja, nagovarja res včasih tudi srečanje z nekom iz župnije. Ker na ulici se srečaš, si pomahaš in je dan takoj lepši. Res, mislim, mogoče je treba to doživeti, no, da bi ljudje res razumeli, kaj pomeni to nagovarjati. Primož, če smem, prav smeh, ki ga je študentka Katja omenila, to je tisti del živosti v cerkvi, o kateri se danes veliko govori, ne? Da je cerkev živa. Cerkev mora biti živa, ne? Ne bom preveč kritičen, cerkev je bila vedno živa, ampak ne sme pa biti ena tako stara, uglajena gospa, vedno resna, ne? Sej, ko je treba biti resen, smo tudi resni, ne? Ampak moramo si pa vzeti tudi čas, tako kot je Katja rekla, ne? Spoved, ki jo omenila, ne? To ne sme biti nekaj težkega. Ker spovednica, spoved, molitev, pogovor mora biti tisti, da tisto težo, s katero prideš v cerkev, prideš pred Boga, molitvi, v pogovoru, spovednico, kamorkoli, ko greš ven iz cerkve, z naše pisarne, kjer imamo lahko kakšen pogovor ali spovednice, karkoli, pa mora biti lažje. Moraš tisto breme tam odložiti, da ti je po tem življenju veliko, veliko lažje iti naprej. Ne? To se mi zdi zelo pomembno in to se trudim, včasih ti rata, včasih ti ne rata, da potem res študent oziroma nekomu veliko lažje v življenju iti naprej. In velikokrat lahko stvar rešimo tudi z nasmehom, tudi s tem, da potem si rečemo, sej pa ni tako težko, kot zgleda. Nobena stvar ni tako težka, da se ne bi dala urediti, je pa res vprašanje, če jo lahko uredim pa sam, ali potrebujem še nekoga, ki mi v življenju stoji ob strani. Ne? Jaz to vedno tako zelo rad abstraktno povem, ne? Če imamo 100-kilsko breme, bom ga težko sam dvignil. Če smo pa 4, bomo pa že nekak, ne? Tako tudi včasih življenje prinese nekaj težjega, boš mogoče res sam težko, ampak veš, kot študent, da imaš, ne vem, študentsko župnijo, kjer je nekdo, ki te bo poslušal in ti bo pomagal. Če ne bo mogel sam, bo nekoga našel, ki ti bo lahko pomagal naprej, ker imamo srečo, da imamo tudi eno družinsko terapevtko, ki potem lahko študenta, tudi če so resne stvari, jih lahko napotimo k njej in nam to uredi in se študentom potem redno srečujemo, pomaga in tako naprej. Tako da potem pa tudi lahko takšno stvar zaključimo z smehom, ne? In z dobro voljo. Se mi zdi, da res cerkev mora pokazati to, da je živa, da je vesela in da sprejema. Adrian, kako pomembno je, da cerkev mladim prisluhne, jih sprejme v njihovi različnosti in iskanjih in kakšno vlogo pri tem igra univerzitetna župnija? No, tudi vi se najbrž smeha ne branite. Definitivno smeha je več kot dovolj, ne? Tega se noben ne bo branil, ampak glede tega različnosti, to bo tudi verjetno Katja se strinja z mano, da vsak si zasluži nekoga, ki ti bo prisluhnil, nekoga, ki ti bo pomagal, z nekom, ki se boš lahko smejal,
delil svoje težave, vse. In to, ali se nanesemo na kakšne prijatelje, na župnika, gremo spovedi, se spovemo Bogu in se mi zdi, da to vera ne sme diskriminirati. Ti pa ne smeš priti, ker si tak, pa ti ne smeš, ker je to, ampak ne, to je namenjeno vsem. To imajo vsi, to se mi zdi, da je vsem to namenjeno, da vsi imajo to opcijo, da lahko grejo skozi to. Univerzitetna župnija pa se mi zdi, da to tudi zelo podpira. Se sprejemamo tudi vse študente iz vseh krajev, vseh okoljev. Vseh držav, tako. Smo imeli tudi dve, ena iz Češke, pa ena Slovaške. Ste bili zraven pri pevskem zboru, smo se skupaj pogovarjali, peli, potem so tudi nas povabili na gostovanje k njim domov, smo še njihovo kulturo prepoznali, se družili, nasmejali, vsekakor. In se mi zdi, da je res pomembno, da pač dejansko sprejemamo vsakega, ki želi, ki potrebuje nekoga za pogovor, nekomu da se spovi. Primož, ste študentski duhovnik, kako cerkev, veliko ste že povedali v tej smeri, vendar vsaka župnija ima neke svoje specifičnosti, posebej tudi Univerzitetna župnija Maribor. Kako danes torej hodi z mladimi? Naša župnija je res zelo specifična. Ne? Jaz včasih malo pohecam, da je tako malo imaginarna, zelo velika, včasih zelo mala, ker smo personalna župnija, to pomeni, da nimamo določenega teritorija, ampak skrbimo za določeno populacijo znotraj župnije oziroma znotraj škofije. Ko govorimo o mladih, se moramo predvsem truditi, da mladi vedo, da so tukaj dobrodošli, sprejeti. To se boste verjetno strinjala. Pa to je vedno tako, to ni samo na naši župniji, to je na vsaki župniji. Če ti mlademu daš neko odgovornost, da je za neki odgovoren, da mu reče, zdaj boste pa to in to naredili, pa ne za razumeti narobe, da morajo potem oni tam na študentski župniji ful delati, ne? Ampak potem, če dobi neki prostor, neko odgovornost, se tudi počuti sprejetega. Zdaj pa mi je župnik ali pa, ne vem, upravitelj določil to in to, zdaj pa moram to in to narediti, ne. To zdaj ne pomeni, da mora to biti perfektno, ampak da vloži svoj trud, svoje znanje v to. Študenti imajo ogromno znanje, ne. Tako da to zdaj recimo v zadnjih 2-3 letih res zelo prakticiramo, da je vedno bolj vključujemo, da dejansko lahko tudi znotraj župnije razvijajo neke talente, ki jih imajo, ki jih mogoče župnik nima, ali pa pastoralna asistentka Simona, ki mi pomaga, ki jih mogoče nima, jih imajo pa oni. In skozi to se mi zdi, da lahko župnija danes, ne samo naša, ampak vsaka župnija raste in na ta način mlade vključuje in jih potem tudi skozi to njihovo participacijo, ki jo lahko prenesejo v svojo župnijo, tudi svojo vero živijo. To se mi danes zdi zelo pomembno, da mlade čim bolje vključimo v župnijo, ne samo na oratorij, pa mladinsko skupino in pevski zbor, ampak tudi druge stvari, ki znotraj župnije pripravljamo, ne? In so potem dejansko v to vključeni, ne? Struktura mladih se zelo spreminja, ne? Pa ne samo struktura, tudi vera mladih se zelo spreminja. To se mi zdi zelo lep tak primer, recimo v tem letu Francija, ne? Vsi govorijo zdaj o tej Franciji zadnje tedne, ne? Oziroma po veliki noči, koliko ljudi recimo je letos v Franciji sprejelo vero, ne, kot katehumeni. To pomeni, pa med tem je bila recimo verjetno 3/4 mladih. To pomeni, da se dejansko med mladimi na področju vere nekaj spreminja. In mi kot cerkev, kot župnija, moramo tudi na to odgovarjati in tudi to spremljati, kaj se v mladih spreminja, ne? In kaj mladi dejansko v župniji, cerkvi iščejo, ne? In da to mora biti resen prostor, kjer gradimo en most med njimi, med Bogom, med dialogom in da se dejansko študentov pokaže, da je cerkev prisotna tam, kjer so konkretni življenjski izzivi in da vera odpre pot v tej družbeni odgovornosti in tudi v odgovornosti do župnije, ne? Študentka Katja, kaj cenite v študentski pastorali? Po moje je res to, da je študentska. Nisem si mislila najprej, da to sploh je, to je en župnik tam nam bo razlagal, pride ga kakor je doma in to je to, ne? Ampak ne, to je res usmerjeno na nas. Včasih prideš pa obhajlo, pa ti župnik pomežikne, pa si misliš, wow, kako dober. Pol prideš, ne vem, na druženje po maši,
pride župnik do tebe in se začne s tabo pogovarjati in se pogovarja, ne vem, joj, bomo šli jutri, ne vem, stare babice obiskati, kar je pomembno, ne me narobe razumeti, ampak mogoče smo mi na točki, ko rabimo tudi kaj drugega. In je res na nas usmerjeno, in na naše potrebe, in na naše želje. In tudi v bistvu, tako sem rekla, na naše želje, če imamo mi željo gledati en film in o njem pač se potem pogovarjati in tako naprej, bomo to naredili. In je res v bistvu na nas usmerjeno in se mi zdi to, ne vem, neprecenljiva stvar. No? Poleg tega, da se v bistvu gradijo prijateljstva, tudi ljubezni, pač, ja, je skupnost, delamo na stvarih, ki so nam zelo pomembne. Tudi, ker vem, je bil glede te pismenosti, kaj se reče, no? Finančne pismenosti. Finančne pismenosti, tako je bilo eno predavanje, da smo v bistvu o tem malo zvedli stvari. Tak res je nam namenjeno. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, no? Ker je včasih težko najti kakšne take vsebine, sploh mogoče kot kristjan, ker mogoče preostali svet malo drvi v drugo smer, ne? In potem, ja, ne vem, Bojan rekel, ja, gremo tja, ne vem, izkoristi priložnosti, ampak za ceno česa, zato da bo nekdo drug trpel. Ja, ni fair. In tega kristjani verjetno ne bomo želeli narediti. Ne? In je potem zelo lepo v bistvu v skupnosti tej naši župniji delati z našimi vrednotami nekako v svetu. Koliko tako mladih se vas zbere? Od oktobra do junija? Ali številke varirajo, se spreminjajo, nekdo pride, odide? Kako je s tem? Ja, definitivno. Torej, jaz, ko se recimo, ne vem, oktobra pojavim na prvi študentski maši, tisti redni, začnemo običajno že septembra, ker imajo še kakšne stvari za urediti, ne? In so že v Mariboru in je prav, da tudi molimo za njih. Oktobra nikoli ne veš, koliko pevcev bo še v zboru, koliko bo še jih, ne vem, v medicinski skupini, ki deluje znotraj župnije, koliko bo jih skupini za pare in tako naprej. Ne? Tega mi dejansko do prvega tedna oktobra ne vemo, ker ne vemo, kdo bo zaključil študij. Seveda se poznamo zelo dobro med sabo, ne, da ne bo pomote, ampak vseeno, nekateri so bolj aktivni, nekateri manj, nekateri se bolj poznamo, z nekaterimi manj. In oktobra nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ne? Šele potem prvi teden v oktobru zvemo, aha, smo zrasli. Ne, tako da številka, ja, k maši ob sredah prihaja 100, malo več. Ja, 100 študentov, kar je lepa številka, glede na to, da smo župnija, ki je stara zdaj dobri 6 let, torej je ta številka v redu. Tako da rastemo iz leta v leto. Vedno več tudi, se mi zdi, smo aktivni in tako kot danes v medijih in tako naprej. To je danes zelo pomembno, ker če te ni na Instagramu, ne obstajaš. Tako da vse te stvari dejansko uporabljamo. Tako da potem, ja, kar se pa zelo pozna, torej jaz to vedno rečem, ne? Študenta med izpitnim obdobjem zelo težko ga pričakuje v sredo maši, ker je njegova edina naloga, ki jo zdaj v Mariboru 3 ali 5 let ima, je to, da študira in da svoj čas nameni študiju. Seveda jih pa vedno spodbujam in to se mogoče letos najbolj poznalo v zimskem semestru, ker študenti dejansko so tudi zelo redno prihajali med izpitnim obdobjem in se skoraj da ni poznalo, da je izpitno obdobje, ne? Ker se treba tudi takrat vzeti tisto uro časa, 2 uri časa, da greš malo ven, nekaj zmoliš, se pogovoriš s prijatelji, spijemo kafe na študentski pisarni in lahko greš naprej s tistim kofetom študirati. Ne? Tako da, ja, številke se ne smemo preveč na njih naslanjati, ker ljudje niso številke, ljudje so osebe in se mi zdi, da je to bolj bistveno, da se posvetiš tistemu, ki je v tistem trenutku tam in te tudi potrebuje. Adrijan, kaj menite, kakšno cerkev mladi danes potrebujejo? Ja, po mojem mnenju, mladi danes potrebujejo cerkev, ki se bo tudi zanašala na njih, ki bo, to so že skozi omenjamo, poslušala, slišala, jih upoštevala, da bo šli skupaj s korakom s časom, da bo šli naprej, da se bo tudi malo modernizirala, da bo prišla do drugih medijev, da bo prišlo v širšo območje ljudi, da bo čim več zajelo in da jih lahko privabi celo več, ne. Da se lahko tudi tako cerkev, da se bodo tudi mladi počutili kot doma, ko stopijo v cerkev. Da ne bo zdaj to, spet en dan, 1 ura moram iti tja, ne, ampak da ko vstopiš skozi vrata, da vidiš znane obraze, da vidiš ljudi, s katerimi se družijo večino časa, da ti je lepo, da ti si ta ura včasih celo prehitro mine.
Tako da ja, mislim, da ravno tako cerkev, ki bo pač, to smo rekli, sprejela mlade, sprejela tudi vse različne in da bo skupaj z njimi delovala dalje. Kako boste preživljali čas do novega študijskega leta? Vera ne odhaja na dopust oziroma na počitnice, kaj ne, Adrian? Ja, definitivno malo si bomo vzeli prostega časa od akademskih obveznosti, ampak bomo vseeno, se mi zdi, da v misli na tisto prvo oktobrsko mašo, da bo prišla, da bomo spet videli znane obraze, da se bomo lahko spet podružili, pogovorili, kaj smo kaj delali med počitnicami, kaj se je spremenilo, kaj je kaj novega, mogoče videli kakšne nove obraze. Se mi zdi, da kar čakamo na to sredo. Ja, v bistvu čist konec tudi ne bo, ne? Ker pevski zbor zelo pridno tudi poje na porokah in imamo letos eno poroko za odpet 2. avgusta. Tako da mislim, da druženja ne bo čist konec. Bo pa ziher malo bolj sproščeno, ja, sigurno. Ja, kar vsako leto nekako junija tudi zaključite z zaključno študentsko mašo. Ja, mi pred izpiti dejansko imamo skupno zaključno svetomašo. Svetomašo ob začetku akademskega leta in potem ob zaključku akademskega leta vodi naš mariborski nadškof monsinjor Alojzij Cvikl. Tako da mi smo, takrat je to en taki uradni zaključek s piknikom in združenjem, ampak seveda svete maše potem še do prvega tedna julija še vedno ob sredah imamo. Seveda jih je veliko manj, ker so nekateri že pridno zaključili in se potem vračajo domov. Izpodbujamo, da si tudi poleti vzamejo čas študentje za kakšen duhovni odmik, duhovne vaje. Ponudbe je veliko, letos lahko grejo tudi romajo v Rim, ko je srečanje mladi v Rimu, jubilejno srečanje mladi v Rimu, tako da je kar nekaj ponudbe tudi za njih izven tega. Letos se mogoče še odpravljamo na kakšno drugačno stvar, potem organiziramo tudi ob koncu, čist na koncu, zadnji dan izpitnega obdobja še kakšen izlet, kamor se skupaj odpravimo, tako da pa tako kot je Katja rekla, ne, poroka in tako naprej. Tako da študente malo spodbujamo, da res vera ne gre na počitnice, ampak da vera doma ostaja. Ker vseeno, vedno, ko me kakšen župnik vpraša, mu vedno rečem, glej, čez 3 leta meni grejo, ampak pridejo k tebi domov, torej jih dejansko vzgajamo za življenje, tisto versko življenje za doma, pa konec koncev tudi za življenje, za vse življenje. Kot je Katja rekla, očitno mi je to finančna pismenost najbolj slabo spominu. Študent po 3 letih imamo zelo tak feeling, se mi zdi vsi, še predvsem pedagoški sodelavci, tako, zdaj smo pa naredili diplomanta, zdaj pa je to. Zdaj pa samo stanovanje si najde, pa živi. Dvomim, ker smo tudi prepričani, da po maturi dobijo verjetno, pa to pedagoški sodelavci verjetno še bolj vejo, po maturi dobimo zgrajenega študenta, top študenta, Je tak? Ali ni tak? Ja. Zelo v mejah. Tako da se mi zdi, da tu moramo pa res potem se truditi, da res mlade pripravimo na življenje, ker tudi z vero, če jo imaš, boš veliko lažje preskočil kakšno stopnico v življenju, ki ti jo življenje pripravi, in če imaš vero, bo veliko lažje. Vsem trem, Primož Lorbek, Katja Bervar in Adrian Borovnik, hvala lepa za obisk v našem studiu ter prijetno na tej poti vsem še naprej. Hvala. Hvala vam. Srečno. Srečno. Sledi večnosti.